Tako da, no, ampak dober test je pa tudi, če smo učinkovito dihamo in če smo v dobri formi in zadovoljni sami sabo, je pa, da narediš korake. Se pravi, narediš vdih, izdih in greš korakat v fazi izdiha. In potem samo sprehajalni tempo. Kako to takole, vdih, izdih in greš naravnost, po dnevni sobi, gor dol ali pa na sprehod. In ko ne moreš več, ko greš po vdih, vdihneš in vidiš, koliko korakov si naredil. Ust pa ne smeš odpreti, to je kriterij. Korakaš brez dihanja, dokler v bistvu veš, da boš lahko skozi nos vdihnil. Če si skozi usta, si šel 2-3 korake predaleč. No? In zdrav človek tam nekje, jaz bom tako rekel, po izkušnjah, pa po tej Butejkovi teoriji in neki statistiki, 70 korakov. Wow, ja. 70 korakov. Hudo. Ker to, če bi merili v sede, bi bilo ekvivalent približno 40 sekund v sede. Se pravi, in to je tak enostaven test, ki ti pove, ali učinkovito dihaš, ali preveč. Premalo zelo redko ljudi dihajo. Ne? Mogoče premalo, v bistvu, to so tisti ljudje, ki so zelo pretežki. Ki so res v bistvu toliko obteženi z maščevje in dodatno težo, da jim že pljuča dol vleče in da sploh ne morejo dihati. Te premalo dihajo. Vsi ostali, 80% ljudi pa preveč diha. Zanimivo. Mislim, tak pač čisto intuitivno bi človek danes trdil ravno obratno, ne? Ja, mogoče, ne? Ampak hitro tempo življenja je hitro dihanje. Veliko kroničnega stresa, mehkega stresa, veliko misli in tako naprej, premalo gibanja. Saj sam veš, če si v dobri formi, ti tudi srce po tem umirovanju gre nižje dol. In kaj srčni utrip nizek, je dihanje počasno. Danes pa ljudje v bistvu imajo prej visok pritisk, pa visok puls, kot pa nižji. Ja, res je.